Tokratne likovne odmeve namenjamo najnovejši razstavi Le model umetnice Andreje Zabric. Slikarstvo in grafiko je Andreja Zabric doštudirala v Münchnu. Tam se je pozneje posvetila tudi študiju umetnostne zgodovine in filozofije. Šolanje je nadaljevala na Dunaju, kjer se je na programu kritičnih študij na Akademiji za likovne umetnosti osredinila na ontološke perspektive slikarske prakse s poudarkom na feministično-psihoanalitičnih pristopih. Živi in dela med Dunajem, Ljubljano in Krasom, na katerega jo vežejo njene korenine. Na razstavi Le model, ki je na ogled v prostoru 2x32 na trgu Prekomorskih brigad 1 v Ljubljani, predstavlja že 9. tuto, ki jo je tokrat zasnovala za precej neznano zgodovinsko osebnost Tejo Černigoj. Andrejo Zabric smo na pogovor o njeni najnovejši produkciji povabili v naš studio. Andreja, lepo pozdravljeni. Hvala za povabilo. Začniva kar pri največji neznanki vašega projekta, ki je obenem tudi njegov osrednji kos. Kaj natanko je tuta in kakšen je bil proces, ki se je začel predhodno, da zdaj predstavljate že 9. tuto? Tuta je enodelna delovna obleka, ki jo jaz poznam že v bistvu od svojega nonota, ki je tudi rekel tuta, to je v bistvu narečje za tako oblačila. Jaz sem se pa odločila pred 3 leti, da bom naredila serijo takšnih oblačil za svoje kolegice in kolege iz svojega umetniškega kroga. Kot ste že povedali, je to 9. kos in vsak kos je v bistvu namenjen neki določeni praksi, torej narejenje po meri. Te tute šivamo tu v Ljubljani, v delavnici Stanke Bobojevič in ta 9. tuta je namenjena Teji Černigoj. Seveda v naši umetnostni zgodovini je veliko modelov, kako so se umetniki in umetnice oblačili oziroma kako so se predstavljali v javnosti. Eden izmed njih je tudi ta enodelna delovska obleka, na katero sem naletela predvsem v obdobju avantgard, tako zahodnih kot vzhodnih, torej govorimo o ruski avantgardi in na zahodu o futurizmu. Našla sem v svojem raziskovanju en primer, ki me je precej intrigiral, in sicer italijanskega futurističnega umetnika Tajata. On je imel neko lepo in tudi nevarno idejo, da če bomo vse oblekli v tute, v enodelne obleke, bo nekako ta družba postala bolj egalitarna in se bo lahko usmerila v nek skupni družbeni cilj. Seveda je bilo to popolnoma utopično. Je pa imel zanimive metode, kako naj bi to prišlo do javnosti. Nanj sem naletela prek arhivskega raziskovanja. V časopisu La Nazione je išel v bistvu kot nek načrt, model, kako si lahko vsak sam sešije to tuto pri sebi doma. Na koncu seveda ni cel Milano, ne Firence niso nosile to tuto, predvsem so jo nosili njegovi oboževalci, njegovi umetniki sopotniki. Že sam je pa tudi razdelil te tute na tute za otroke, tute za ženske in tute za moške. Jaz sem vzela kroj tute za moške. Pri tem kroju me je zanimalo predvsem to, da je tako enostaven in da ga dejansko lahko vsak naredi doma. V bistvu ne ravno vsak, predvsem verjetno ženske, ki znajo šivati in ki razumejo, kako delujejo te kroji. Torej, v bistvu, ko je nagovarjal neko množico, za katero je on smatral, da je univerzalna, je seveda v bistvu nagovarjal nek točno določen tip osebe, ki pa v njegovem najožjem krogu ni imel prevelikega agensa. In to se mi je v bistvu zdelo zanimivo. Ta nasprotja v zgodovini nasploh so te neki trenutki, ki mene zelo zanimajo, ker on je umetnik kanona. In zdi se mi zanimivo potem kot ženski umetnici 100 let kasneje, ta tuta je v bistvu nastala leta 1920, njegova tuta, se mi zdi kot ženski umetnici zanimivo delati s takšnimi viri. Tuto ste posvetili Teji Černigoj, precej neznani zgodovinski osebnosti, ki pa ima priimek po svojem uspešnem možu, Augustu Černigoju. Kje ste prvič naleteli na Tejo Černigoj in kako to, da ste se zanjo sploh začeli zanimati?
Na Tejo Černigoj sem naletela skozi raziskovanje konstruktivizma, tržaškega konstruktivizma, katerega osrednji lik, protagonist je August Černigoj. Teja Černigoj, rojena Doroteja Rotar, v Ljubljani je bila njegova sopotnica, njegova žena, sopruga. Ko sem v bistvu raziskovala o njegovem življenju, se mi je nekako zdelo, bil je uspešen umetnik. Za uspešnim umetnikom ponavadi stoji tudi celo neko zaledje, če ne soproge oziroma družine, pa pač vsaj neke mreže prijateljstev. V tem primeru sem potem naletela na to, da je Teja Černigoj tudi sama pisala o umetnosti in tudi naredila nekaj kolažov, oziroma verjetno je naredila tudi kaj več od tega, kar poznamo danes, sta pač 2 kolaža, ki jo hrani muzej v Beogradu. Res je, namik na Tejo Černigoj lahko v razstavni postavitvi dobimo v reviji Naš glas iz leta 1926, ki ste jo pustili odprto na strani 97, kjer je članek Ruska nova umetnost, katerega avtorica je prav Teja Černigoj. Zakaj menite, da ženske kljub izrednemu vplivu, ki so ga imele na svoje okolje, kot ste že omenila, niso prepoznane? Kaj ste ugotovili v svoji raziskavi? Mislim, seveda, to je neka uniforma časa. Vsak čas ima neko svojo uniformo. Mislim, da mi ni treba zelo na široko poudarjati patriarhalno strukturo družbe, v kateri živimo. Pač, ko grem raziskovati nekaj v preteklost, iščem duhove ali pa recimo temu opombe ali pa pomoč, podporo, ki je nevidna. In ta podpora je ponavadi ravno v ženskah. Ko se lotim nekega raziskovanja, najprej pogledam mrežo, v kateri so te kosi nastali, ki me zanimajo, oziroma te ljudje, ki me zanimajo. In potem nekako iz tega sestavljam zgodbo za razstavo. Zanima me, kakšen vpliv sta imela konstruktivizem in sploh avantgardno ustvarjanje na vaše umetniško ustvarjanje. V besedilu o projektu, ki ste ga napisali na enega izmed zidov galerije, izjavljate, da izhajate iz konstruiranja kot umetniške operacije, ne pa kot kanoniziranega sloga. Res je, ko sem raziskovala te avantgarde, me je zanimal nek določen aspekt, seveda, teh gibanj, teh struj. In ta aspekt je bil, če se vrnem na Tuto oziroma na Tajata, da kar je skupno avantgardam, po mojem mišljenju, je to, da res verjamemo v idejo, da oblika spreminja način mišljenja, posledično tudi delovanje, ki ga imamo v družbi. In to je taka zelo lepa ideja, se mi zdi. Hkrati nekako spet neka mejna ideja. To se lahko zelo hitro izjelovi, taka razmišljanja, ne? Ta ideja, da z obliko vplivamo na naša delovanja, sem potem zelo hitro našla prav v zelo banalni ali pa vsakdanji stvari v oblačilih. Skozi to oblačilo, Tuto, delavsko obleko, se mi je zdelo, da lahko nekako raziščem, kako bi to mogoče lahko delovalo tudi danes. Ali verjamemo v takšne izjave ali pa v takšne modele razmišljanja, v takšne miselne vzorce tudi danes. Konstruktivizem sam po sebi bi rekla, da sem iz njega vzela ven dele, ki se mi zdijo smiselni v današnjem času. To ne pomeni, da prevzemam njihove oblike, ampak predvsem to operacijo, ki je za konstruktivizmom. Nekako je bil tudi zanimiv v kontekstu tega, kar sva se zdaj pogovarjali, ker je vzporedna linija futurizmu. Politično sta si na nasprotnih polih in zdelo se mi je, imam nek vir, s katerim dela, ki izhaja iz futurizma, ampak ga v bistvu preoblikujem skozi njemu nasprotno strujo, recimo. Mislim, da ko raziskujem oziroma ko ustvarjamo te kose, ne gre pravzaprav za neke oblike, ne boste našli neke trenutke konstruktivizma v smislu likov, reprezentacij in tako naprej. Torej, zanimajo me, lahko bi rekli, ne same oblike, pač pa funkcije, ki omogočajo potem te oblike. Kaj je omogočilo neko delovanje v nekem času? Zakaj je v 1920 konstruktivizem izgledal na tak način? Torej, to pomeni, da je treba iti v funkcije in ne nujno gledati samih oblik.
in to prenašam tudi v svojo prakso. Na razstavi so poleg tute, ki je odložena na stol iz vašega ateljeja na Dunaju, tudi kosi pohištva, ki ste jih prenesli iz hiše na Krasu. Na njih so med drugim vidne tudi slikarske intervencije. Ali lahko te kose morda predstavite in razložite, kakšno mesto zauzemajo v vašem miselnem procesu? Tako je, na razstavi je več kosov pohištva. En izmed njih je stol, ki ga jaz uporabljam v svojem ateljeju na Dunaju. Ta stol je v bistvu tako imenovani Vasili chair, Vasili stol, dizajn iz Bauhausa. Na njem je odložena tuta in srajca, nosilke tute, Tjaše Stanič-Georgijevske. Potem pa je v prostoru videti tudi 2 kosa pohištva iz hiše na Krasu, ki sva jo z bratom podedovala. In ta 2 kosa pohištva izhajata iz 70. let. Nista neka ugledna kosa pohištva. Gre za ličilno mizico, ki je sestavljena iz komode in iz ogledala, in pa iz neke nizke mizice, katere funkcije je, ni možno ravno reči, kakšna je funkcija tega kosa. Odločila sem se, da bom slikarsko v njiju intervenirala, ker je to osrednja gesta moje prakse, ampak v tem primeru je ta slikarska gesta imela funkcijo dekoracije, sooblikovanja ali pa dodajanja slojev pomena že obstoječim kosom. Te poslikave niso dokončane, torej na teh kosih pohištva lahko vidite tudi ostanke salotejpa in jasno je, ko nekdo pogleda te poslikave, da se te potencialno lahko še nadaljujejo. Mislim, da ta gesta dekoracije je vsekakor nekaj, kar je avantgardam blizu. Tudi ko je Avgust Černigoj v Trstu odprl svojo šolo, konstruktivistično, skupaj še z 2 umetnikoma, se je ta šola na začetku imenovala Šola dekorativnih umetnosti. Torej, ta trenutek uporabne umetnosti skupaj z likovno umetnostjo se mi je tudi v zgodovini zdel vedno zelo pomemben. Nekako se mi zdi, da smo skoraj malo pozabili, da te 2 stvari gresta ena z drugo. V neki osrednji struji likovne umetnosti se te 2 stvari ločujeta, ko govorimo o avtonomiji likovnega dela in tako naprej. Jaz pa to gledam kot nekaj bolj povezanega, kar bi lahko tudi rekli, da neki vsakdanji trenutki, neki ti intimni trenutki doma z kosi pohištva, še posebej mogoče z ličilno mizico kot zelo konotiranim kosem pohištva, se mi je zdela v tem kontekstu pomembna. Vsi te trenutki, ki kažejo na sam proces ustvarjanja, na vse te miselne vzorce, ki jih imamo umetnice med tem, ko delamo k temu, da bomo pač na koncu nekaj razstavile, se mi zdi izjemno pomemben, ker stvari ne nastanejo iz nič. Omenjava še preostale dele razstave, to sta freska in pa gradivo, ki ste ga uporabili v pripravah na svoj projekt. Malo ste že omenila, ampak vseeno me zanima, kako se lotite ustvarjanja svojih projektov, čez kakšen proces ponavadi greste. In tudi, zakaj vam je pomembno medsebojno prepletanje del iz preteklosti s tistimi, ki nastajajo v sedanjosti? Rekla bi, da se projekta vedno lotim likovno. Čeprav imam neko teoretično zaledje, ki ga vedno rada uporabljam, ko se odločim, da grem na neko raziskovalno pot, te likovne izraze seveda podpiram hkrati tudi z gradivom, ki ste ga že omenili. V tem primeru gre za razne knjige, ki sem jih prebrala, ko sem raziskovala, pa tudi bi lahko rekli za neke vrste vzore, ki so me spremljali ob ustvarjanju. Vrnila bi se še na tuto, ki je posvečena Teji Černigoj, kot sva že omenili, pa je narejena po merah modela Tjaše Stanič-Georgijevske. Zakaj ste se odločili za protagonistko, ki je poklicna manekenka, in kakšno vlogo ima Tjaša v konceptualnih okvirih vašega projekta Le model? Ko sem razmišljala o tem, kako narediti obleko za nekoga, ki ni več med nami in ki jo tudi jaz osebno nisem poznala, v bistvu zelo malo vemo o njej, sem
prišla do neke zagate, ki se mi pogosto zgodi, ko pač razmišljam o nekih zgodovinskih osebnostih, bodisi zelo poznanih ali pa tudi manj poznanih, kot je to v tem primeru. Sem v bistvu skozi pogovor z kostumografinjo Gordano Bobojević ugotovila, da je najboljša rešitev vzeti osebo, katere naloga je biti model. In potem mi je ona predlagala Tjaša Stanič-Georgiesko, s katero je že tudi sama sodelovala. Torej, potrebovala sem model za to obleko in potem sem pač enostavno izbrala poklic, katerega naloga je biti model, torej nositi neke ideje, vizije, v končni fazi nositi nek produkt, nek kos. To se mi je zdelo zanimivo tudi v kontekstu raziskovanja samega konstruktivizma oziroma vseh teh izmov, na katere sem naletela v tem procesu, ker vsi ti izmi na neki točki postanejo le modeli. Torej, bili so nekoč gibanja struje, ki so spreminjala način mišljenja, te premiki so vidni tudi danes, ampak mi jih obravnavamo v kanonu kot le še en model razmišljanja. Kar pomeni, da v bistvu tudi ta razstava z vsemi temi raznolikimi kosi, s tuto, z kosi pohištva, z fotografijami procesa, z časopisom Naš glas, z knjigami, ki so me spremljale, da so vsi te kosi del nekega miselnega vzorca, kar pomeni, da je zame sama razstava kot nek vizualni miselni vzorec. Miselni vzorec je pa tudi sam nek model za nekaj. Tako da se mi je zdelo nekako, da ima ta izbor tega poklica manekenke, ki je ravno tako nek tak roben, nenavaden poklic, na katerega pogosto gledamo precej zviška, ker ta poklic precej objektiviziramo. Zdelo se mi je pomembno, da je ta trenutek tudi ujet v razstavo. Seveda ga pa Tjaša obrne spet sebi v prid, se mi zdi, kar je potem vidno v tem performansu, kar je tudi vidno skozi dokumentacijo tega procesa, za katerega je poskrbela fotografinja Sara Arman. In ja, mislim, da so vsi ti trenutki nekih prepletov, nasprotujočih si silnic, nekaj, kar poskušam obrniti potem sebi v prid ali pa svojim delom v prid. Pravno skupnost, ki vas obdaja, medtem ko ustvarjate svoje projekte, se želim posvetiti v zadnjem vprašanju, ker v nasprotju z ustaljeno prakso zgodovinskega kanona, kjer ponavadi izpostavljen le umetniški genij, sami izpostavite delo vseh sodelavk in sodelavcev, kot ste omenila, šivilje, kostumografinje, fotografinje. Zakaj se vam zdi to pomembno? To se mi zdi pomembno, ker naše misli, naše dejanja ne pridejo iz ničesar oziroma pač ne izhajajo iz nekega votlega prostora, pač pa gre vedno za neke mreže. In znotraj teh mrež se mi zdi pomembno, da imajo vsi vozlički te neke mreže v bistvu vidnost. Zdi se mi pomembno, da poimenujemo vse delujoče na nekem projektu. V tem primeru, torej, kot sem že rekla, šivilja Stanka Bobojević, ki ima svojo šiviljsko delavnico v Trnovem, kjer sem tudi jaz odrasla. Do Stanke Bobojević v bistvu sem prišla preko svoje mame, tam pri njej popravljamo oblačila že vrsto let. Potem pa je ona predlagala, da pri tem umetniškem projektu, ki ga ona na začetku mogoče ni čisto razumela, zakaj si zdaj želim šivati enodelne, neprivlačne obleke, je povabila tudi svojo hči Gordano Bobojević, ki je kostumografinja, in ona v bistvu je obema potem svetovala, kako bi se tega lahko vse tri lotile. Potem je seveda treba omeniti tudi prostor, v katerem razstavljam ta projekt. To je Zavod 2/32, ki se mi zdi, da opravlja izvrstno delo kot produkcijska platforma. Res skrbijo za te produkcijske procese, za katere vsi vemo, da so precej prekarni. In pa na koncu še morda izpostavim še enega sodelujočega, Nikolo Vukovića, glasbenika, trobentača, ki sem ga povabila, da sodeluje pri aktivaciji te predstavitve in sicer za svojo trobento. Nikola Vuković je v bistvu bil neko presenečenje tik pred
koncem oziroma precej pozno v samem procesu. Slišala sem ga igrati na koncertu na Dunaju in način, na katerega je igral, je v bistvu pri meni nemudoma vzbudilo paralelo, vzporednico načinu razmišljanja o razstavi, katero sem v tem trenutku pripravljala. Torej je bilo neko tako lepo naključje. Nobenega od teh sodelujočih nisem izbrala zato, da padejo ali pa pašejo v mojo vizijo. Vsak je prenesel nek svoj košček tega miselnega vzorca. Mislim, da takšna sodelovanja, da ne stremimo vsi k nekemu skupnemu cilju, ampak se ta cilj v bistvu ves čas nekako premika, da je veliko bolj pomembna ta pot, torej vsi te trenutki, ki vodijo potem k temu, da zdaj govorimo o neki razstavi. In mislim, da so te trenutki ujeti tudi v sami predstavitvi. Najin pogovor bova torej končali s posnetkom Nikole Vukovića, kjer trobento uporabi v podobni tehniki, kot to naredi tudi na vaši razstavi. Vanjo ne piha iz pljuč, temveč nanjo namesti napihnjen balon. Andreja Zabric, najlepša hvala za obisk v studiu. Hvala vam za vabilo. Hmm.